Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije je organiziral že tradicionalno srečanje s predstavniki političnih strank. Na vabilo se jih je odzvalo 14. Na srečanju so izpostavili aktualna vprašanja in ključne razvojne pobude z področja invalidskega varstva in predstavnike strank povprašali za njihova stališča in mnenja. Izpostavili so, da invalidi oblastem lahko predstavijo svoje stališče glede različnih težav, ki pa je pogosto neupoštevano. Stranke so povprašali, kako bodo zagotovile, da se bo obveza nič o invalidih brez invalidov spoštovala in da zakonodaja ne bo v nasprotju z interesi invalidov. Mi moramo vključevati reprezentativni organ oziroma organizacijo, ki združuje invalide, NSIOS. Rad bi rekel, da bi bilo zelo pomembno sodelovanje tudi s posameznimi organizacijami, ki predstavljajo invalide, se sicer združujejo v tem nacionalnem svetu, ampak tudi posamezno imajo ideje in včasih je izvirnik boljši od posredovanega, torej direktno boljši od posredovanega. Jaz osebno bi prisluhnil seveda tudi posameznikom, ki imajo konstruktivne ideje. Menim, da je potrebno na vseh nivojih sprejemanja zakonodaje, urejanja države razmišljati, ali so naše ureditve skladne z potrebami in zahtevami invalidskih organizacij in invalidov. Mislim, da je skrajni čas, da začnemo govoriti o odprti družbi, ki je odprta za vse prebivalce Slovenije, se pravi, da urejamo razmere na način, da se lahko vsi v tej družbi počutimo svobodne, tudi v smislu mobilnosti, vključenosti v razne institucije in to je naša zaveza. Sam prihajam iz enega področja, kjer delamo z eno invaliditeto, bi rekel, in vemo, da je to izjemno široka in izjemno kompleksna problematika. Zato se mi zdi toliko bolj pomembno in se nam zdi toliko bolj pomembno, da širimo kulturo inkluzije, vključevanja in da se pogovarjamo z deležniki neposredno, to, kar ste nagovorili, in to podpiram. Je pa res, da je treba to delati na en konstruktiven način. V imenu državljanskega gibanja Resnica se zavzemamo za celosten pristop k problematiki invalidov. Hkrati z podpisom protokola o sodelovanju želimo, da se ciljna skupina pridruži pri reševanju vseh težav oziroma problematike invalidov in želimo, da bi skozi cel postopek, vse do realizacije, bili tudi vključeni v enem konstruktivnem dialogu, da bi to v bistvu delovalo na eni bazi inkluzijske družbe, kjer ni nobenega izključevanja. Noben zakon ne bi smel začeti zakonodajnega postopka, preden ga dejansko pristojne organizacije, ki se z invalidi ukvarjajo in ki jih zastopajo, tudi pregledajo in dajo zeleno luč za njega. Prav zaradi tega, ker je velikokrat ta zakonodajni postopek izigran, se pravi, da ljudje, ki dejansko to problematiko poznajo, ne smejo in ne dajo pripomb, ki bi jih morali, potem tudi ven pridejo zakoni, ki invalidom ne pomagajo oziroma jim celo življenje otežijo. Tako da zaveza LMŠ je, kot je bila tudi v preteklosti, da se pravi zakoni nikoli ne bodo vlagali in obravnavali brez soglasja tistih, ki se je tiče. In smo si seveda na zelo visoko mesto zadali skrb vprašanja, seveda tudi za invalide. Zakaj? Mislimo, da, tako je kolega pred mano rekel, če zakoni niso bili upoštevani to, kar bi mogli biti,
je stvar odločitve. Ni tehnična ovira, da mi ne bi mogli kot zakonodajalci ali pa vlade ali pa karkoli sprejeti takšnih odločitev. Pomeni, da gre za zavestno odločitev, da vaših vprašanj niso vključevali v zakone in tako naprej. Mi tega ne bomo počeli. Mi smo bili tudi prvi, ki smo podprli tudi to krivico, ki se dogaja tistim, ki ne morejo na volitve, z enim dopisom, ki ste ga, mislim, da med prvimi organizacijami poslali vsem strankam še v lanskem letu. Jaz bi stavek Nič o invalidih brez invalidov spremenil z invalidi o invalidski problematiki. Ker mi smo gibanje, ki povezujemo ljudi. Ne, da se strogo ločimo, vi, mi, vi, oni in tako naprej, ampak bomo vsi skupaj povezovali. Problemov imamo pa veliko, izkušnje so pa take, da je največ odvisno od invalidov samih, kaj bo. Tam, kjer so imeli invalidi močnega liderja, karizmatičnega liderja, pa ker so se zagnali v stvar z vso energijo, so tudi bolj uspešni. In tako kot je moj predhodnik povedal, skupaj z invalidi je treba oblikovati in sooblikovati politike. Pomeni, da jih je treba dejansko vključiti v delovne skupine, ki to pripravljajo, da jih je treba vključiti v celoten proces nekega sprejemanja, spremljanja zakonodaje, izvajanja ustreznih predpisov in tako naprej. Sama sem se tudi kot predsednica Komisije za peticije in človekove pravice zelo dosti ukvarjala tudi z invalidsko problematiko v zadnjih 2 letih in mislim, da smo naredili nekaj konkretne korake. V Novi Sloveniji ne govorimo, ampak delamo. Kako? Z invalidi. To smo dokazali v preteklih obdobjih, ko smo kot majhna opozicijska stranka skupaj z invalidi spisali zakon o osebni asistenci, ki so ga potem vse stranke v parlamentu podprle. To smo dokazali s tem, da smo skupaj z invalidi spisali predlog za spremembo ustave, za vnos pravice do uporabe slovenskega znakovnega jezika in pravice gluhoslepih do svojega jezika. To smo dokazali Janez Cigler Kralj, minister, svojo ekipo, pri vrsti sprememb. Sam sem prepričan, da je med vami invalidi, ki zaslužite vse dostojanstvo, tako kot vsi ostali ljudje in enakopravnost, veliko strokovnjakov, ki se na temo mnogo bolj spozna, kakor ostali. In zato je izrek nič brez invalidov, kadar se odloča o invalidi, edin prav in to sodelovanje je treba izpostaviti. V zadnjem času smo imeli tak zakon, ki je šel mimo invalidov, mimo razprave, zakon o igrah na srečo. Nemogoč postopek, ki prinaša škodljiv zakon, ki prinaša zelo slabo za invalide. Danes se z invalidnostjo srečujem vsak dan, ko vozim sina, 16-letnika, v šolo v Drago pri Igu. Kar pa zadeva sodelovanje invalidov pri sprejemanju zakonodaje, se pa lahko zavežem samo k temu, da nameravamo upoštevati tisti star znan princip Marije Terezije, ko je dala vsak zakon v nekakšno odobritev, preden je stopil v veljavo, ljudstvu, da ga je potrdilo. V tem primeru je bil kmet, v specifičnih primerih, ki se dotikajo invalidske problematike, bolj pa to jasno, invalidske organizacije. Jaz sem socialna delavka in sem delala na področju duševnega zdravja zelo dolgo časa. Zato smo Pirati tudi imeli možnost, da smo zelo aktivno naslovili politiko invalidov v svojem programu. Zelo težko je zajeti sicer vse, kar bi bilo potrebno, ker je zakonodaja zelo obsežna. Bi pa rekla to, v doktrini socialnega dela govorimo, da je pač uporabnik tista oseba, ki ima izkušnjo in ga je treba vključiti v odločanje. Zato bi rekla, da je nujno, da se na področju strokovnih in delovnih skupin, ko se sprejemajo določena pravila, določena zakonodaja in določeni procesi, vključi seveda tudi tiste osebe, ki so za določeno področje ključne. Zakaj smo danes verjetno vsi skupaj tukaj? Ker smo kot družba 30 let gledali stran, ker smo na večini področji padli na izpitih, zato smo trdno prepričani, da tistim, ki so doslej vodili našo državo, se lahko zahvalimo in da je čas za drugačno ekipo. Že v času razglašene krize smo bili eni prvih, ki smo opozorili na problem mask, nošenje mask pri komuniciranju.
Naši podporniki so nas namreč opozorili, kako to še bolj onemogoča in stigmatizira tiste, ki berete iz ust, ki se skušate na ta način vključevati v družbo in kakšen vpliv je imelo to na vse vas. Ne bomo komentovali, prišli smo poslušati in to je naš cilj. Hvala. Vi kot veste, imamo zelo obsežen, zelo natančno zapisan program, kjer so zastopane tudi pravice invalidov, ampak ne le zapisane, mi se bomo trudili v prihodnje, da jih tudi maksimalno udejanjimo. Jaz moram povedati, da v vsej svoji poklicni poti, ne samo politični, tudi sicer, se na nek način vedno znova srečujem s problematiko invalidov in pri svojih aktivnosti, pri svojem delu mislim iskreno in ne samo, da je nekaj zapisano, ampak si želim maksimalno tudi vse te stvari realizirati. Izpostavili so tudi prenizke invalidske pokojnine oziroma prihodke, ter poudarili, da imajo invalidi tudi višje življenjske stroške. Eno izmed vprašanj je bilo, ali podpirajo idejo, da bi vsi invalidi, glede na različno kategorijo, vrsto telesnih okvar in stopnjo invalidnosti, prejemali posebno invalidnino, kot je to urejeno v nekaterih državah članicah Evropske unije. Odgovor na vaše vprašanje je absolutno da. Vsi invalidi si zaslužijo dostojno življenje in seveda se pa na žalost vse začne in pa tudi konča pri denarju. Absolutno je potrebno prihodke invalidov zvišati. Jaz bi si želel, da je to v enem sistemskem zakonu in da vsi invalidi dobijo ustrezno nadomestilo, ki jim bo omogočalo dostojno življenje. Omenjal ste torej veliko razliko pri kvadratu stanovanja v Ljubljani in v ostalih delih Slovenije. Nažalost je zadeva še toliko bolj pereča ravno pri invalidih, ki potrebujejo še določene pripomočke, ki zahtevajo oziroma terjajo še več denarja. Se zavzemamo za uvedbo nacionalne rente, torej solastniško pravico naroda do svoje države, do vsega, kar je državnega in javnega, ne pa da se samo neke parcialne rešitve pri posameznih primerih rešujejo. Neposredno pa imamo tudi kar nekaj priporočil tako Razvojnega sveta Slovenije, ki nas podpira v smislu rešitev invalidskih vozičkov in recimo ena zelo važna iniciativa glede vgradnje dvigal v domove, da je to bistveno ceneje, da tudi z javnimi sredstvi financiramo kot izgradnja novih specializiranih domov. Tako da to so tiste konkretne rešitve, na katere stavimo. Zdaj, ker status invalida lahko dobite urejen po različni zakonodaji, je nastala tu dostikrat težava, da se ni upoštevalo tiste zakonodaje, ki je za invalida ugodnejša. To je zdaj sicer zakonsko in sistemsko urejeno, je pa tako, da se pogosto uporabljajo različni postopki in seveda so tudi ti postopki odvisni od osebe, ki ta postopek pelje. To bi bilo vsekakor treba urediti, da se upošteva tisti dohodek, ki je za invalida na koncu ugodnejši. V svoj program smo pirati tudi dali pravico do cenovno ugodnih najemniških stanovanj za invalidne osebe in za starejše, ki bi imeli urejen dostop in kjer ne bi bilo določenih ovir za premikanje. Cilj naj nam bo, da v kar največji meri opolnomočimo invalida za to, da v največji meri lahko živi samostojno življenje in da ga njegov hendikep čim manj ovira pri normalnem življenju. Zato predvsem moramo poiskati možnosti, ki nam jih dajejo razne olajšave in druge zadeve, zato da se njihov dohodek primerno zviša oziroma poveča do tiste mere, da si lahko sam uresniči materialne potrebe in to bi bil ta osnovni pristop, ki ga mislimo uporabiti. Vidimo rešitev tudi v vključevanje v delo, kajti to vključevanje v delo, ta ekonomski vidik, da so vključeni na trg dela, da najdemo za njih delo, da jih usposobimo in da jim damo to možnost, kajti samostojnost, da sam ustvarjaš, je velika vrednota, ki prispeva k dostojanstvu vseh ljudi in tudi invalidov. V tej smeri se moramo prizadevati. Vsekakor pa sem za program, da se zadeve tisti, ki pa ne zmorejo, ki niso vključeni, da se jim zagotovijo
sredstva za človeka dostojno življenje. V Novi Sloveniji smo v tem mandatu v sodelovanju z drugimi koalicijskimi in opozicijskimi strankami in državnim svetom uspeli določiti najnižjo invalidsko pokojnino, se je dvignila. Družinski pomočnik leta in leta je bil pod minimalcem krepko, sedaj po zakonu o dolgotrajni oskrbi je vsaj 1,2 minimalne plače. Nadomestilo za izgubljeni dohodek, ko en starš ostane doma zaradi skrbi za otroka, se 10 let ni spremenil, se je dvignil na vsaj minimalca. Tako da Nova Slovenija dela. So invalidi ena tistih družbenih skupin socialno ranljivih oziroma med najranljivejšimi. In seveda je stopnja tveganja revščine pri invalidih zato mnogo višja in seveda posledično tudi socialna izključenost je višja in tukaj potem lahko prenehamo govoriti o enakih možnostih. Zato, in zakaj prihaja do tega? Zato, ker so seveda invalidske pokojnine absolutno še zmeraj prenizke, nadomestila iz invalidskega zavarovanja prenizka, poklicne bolezni sploh niso klasificirane. Pa nas je zakonodaja razslojena do skrajnosti, zato ker je to posledica več kot 100-letnih različnih državnih ureditev in te prejemki izhajajo včasih tako, včasih drugače. Zato bo naša prva prioritetna naloga, ko bomo v vladi, narediti en specialni zakon, ki bo govoril o tem, kaj je invalidnost, kdo je invalid, kaj mu pripada in kako naj do tega pride. To, da si bo znal pomagati tudi, ne. Invalidi sigurno želite biti ustvarjalni. Vaša ustvarjalnost je seveda omejena z vašo invalidnostjo in to vas ne sme omejevati. Z tega vidika smo mi absolutno za to, da se ne samo, mi smo bili že za, da se dvignejo pokojnine na višji nivo, to se pravi vsaj 20% oziroma dosežejo minimalno plačo. Pri invalidih pa poleg tega še absolutno dodatek, ki financira točno te stvari, ki ste jih nagovorili. Opremo, razliko v stanovanjski kvadraturi, ki jo potrebujete in seveda tudi, da država subvencionira tudi potrebno opremo, dvigala in tisto, kar seveda invalidi potrebujete. Niti vsa volišča še niso primerna za volivce, kar je nekaj nesprejemljivega. Zato se pravi, v Listi Marjana Šarca vsekakor podpiramo in vam bomo prisluhnili, da se najdejo rešitve, da tisti, ki hoče in lahko dela, kdor pa potrebuje pomoč, pa je seveda država dolžna, da mu to zagotovi. Zato vsekakor ta dodatek je ena izmed rešitev, ob tem pa je tudi potrebno spodbujati neke sodobne nastanitve za invalide, se pravi, da so primerni, kakor tudi podpora neformalnim oskrbovancem. In kot sem že pri prvem vprašanju povedal, vse te rešitve, ki bodo na vladni mizi, morajo priti od vas. Zavzemamo se, da tisti, ki se lahko zaposlijo in dobijo delo, se zaposlijo, ostalim pa se omogoči dostojno plačilo in pa vključitev v družbo. Vsekakor vemo, da tukaj zakonodaja ni ravno najboljša in da jo treba tudi prevetriti. Vsekakor se pa zavzemamo tudi za to, da sodelujemo v vseh pogovorih z vami in ste prisotni v tem konstruktivnem dialogu. Hvala. Tako da bi jaz tukaj samo malo en ščepec dal zraven in opozoril na to, da je treba izhajati iz potreb določene osebe, določenega invalida in zagotavljati njegove potrebe. To je ena stvar, druga stvar pa njegova pravica, da doprinese družbi, njegova vključenost je univerzalna, je za vsakega človeka. Torej delo in osmišljuje naše bivanje tukaj. In tukaj moramo pa kot družba postoriti, da bodo te okoliščine in te pogoji zagotovljeni, da lahko se vsi vključujemo in prispevamo k družbi skupaj. Doseči moramo dostojno plačilo za delo, dostojne pokojnine, to pomeni pokojnine tudi za invalide.
Mi moramo odpravljati vse fizične in družbene ovire in vsekakor je odgovor da. Govorimo o socialno pravični državi in to pomeni, da je potrebno podpreti ljudi na način, ki ga potrebujejo zaradi svojih okoliščin, zaradi načina življenja, ki ga živijo ali zaradi svoje invalidnosti. Vsekakor bomo poskrbeli, da bodo vse družbene skupine vključene in da jih podpremo na način, ki ga potrebujejo za dostojno življenje in socialno vključenost. Povem iz lastnega primera, po poškodbi sem rabil nekaj let, da sem se ponovno začel vključevati v družbene aktivnosti. Pri tem sicer nisem imel finančnih težav, mnogi med nami invalidi pa so socialno ogroženi in nimajo sredstev. Zato menim, da zaradi večjih potreb, kot jih ima ostala populacija, je nujno, da po vzoru nekaterih drugih evropskih držav posamezne kategorije dobijo dodatek k pokojnini. Invalidnost je namreč povsod po svetu enaka. Poudarili so tudi, da bi moral biti cestni potniški promet dostopen od začetka leta 2021, a so, razen v večjih mestih, avtobusi posebej v medkrajevnem prometu povsem nedostopni. Težave pa imajo invalidi tudi na vlakih. Predstavnike političnih strank so povprašali, kaj bi predlagali, da bi v najkrajšem času zagotovili dostopnost javnega prevoza. Na tem mestu bi izpostavil tudi avtobusni promet. V Ljubljani recimo imamo avtobuse mestnega potniškega prometa, za katere se mora invalid najaviti, da lahko na neki točki vstopi na avtobus in se odpelje do točke B. To je neenakopravno. Jaz mislim, da moramo doseči stanje, ko se bomo lahko z javnim prevozom kadarkoli peljali, kamorkoli, brez najave in nam bo to omogočeno z prireditvijo tako prevoznih sredstev, kot tudi vstopnih točk. Jaz mislim, da če želimo delati za ljudi, je to ena od prioritet, ki jih moramo takoj narediti v novem sklicu, da se uredi javni prevoz, da bo dostopen za vse invalide in tudi za starejše. Ker mi imamo železnico in avtobuse, ki pravzaprav so, kot da bi bili večinoma iz pradavnine, se ne da niti, če si malo šibkejši na nogah stopiti na vlak, kaj šele, če moraš z vozičkom dostopati ali kako drugače. Tako da vsekakor mora biti to ena od prioritet nove vlade, da uredi to, kar je že nujno potrebno. Menimo, da je dostopnost zelo široko pojem in bi ga bilo potrebno malo bolj podrobneje obdelati. Marsikaj v tem obdobju se potem ta dostopnost nekako zreducira, žal, izključno na promet, transport ali dostopnost fizičnega dostopa. Sam prihajam iz dela, kjer govorimo o invalidnosti, motnje duševnem razvoju. Recimo en tak del dostopnosti, ki bi bil dobrodošel in razmišljati o tem, je recimo lahko branje. V 21. stoletju to ne bi smela biti več težava. Tako da vsekakor država mora imeti denar, da se te stvari uredijo, da se ljudi na tak način ne izključuje in da se jih vključi v družbo, da se ta dostopnost izboljša, ob tem pa v bistvu, da se na lokalni ravni nekako ugotavlja, kje je ta dostopnost slabša, boljša in se potem tudi najdejo skupne rešitve. Tudi če uredimo zaposlitve, je potem problem, kako priti recimo v službo. Se pravi, v Sloveniji v letu 2022, če ni osnovnih pogojev tudi za invalide, ki bi želeli delati, se pravi, kako sploh priti do službe. Sam sem veliko predvsem delal z študenti invalidi in tudi tam sem videl, kako nesistemsko in nelogično se rešujejo problemi.
ko smo prišli na neko fakulteto in je bil neki invalid na vozičku, so rekli, ja, za njega bomo recimo uredili, ne. Niso pa razmišljali, da bo mogoče čez 2 leti prišel en, ko je slep. Se pravi, vedno, kaj en primer prije, se rešuje, ne pa, da bi se v prvi fazi dejansko uredilo za vse, ne. In če ne bomo širše gledali, ampak bomo le posamezne primere reševali, bodo se vedno novi problemi reševali. Torej, sam sem prihajal iz zasebnega sektorja, bil sem upravljalec hotelov, minimalni tehnični pogoji za nas so zahtevali, to se pravi, neoviran dostop invalidov in pa tudi sanitarije prilagojene. Seveda smo jih z veseljem spoštovali, hkrati smo pa tudi imeli možnost, da postanemo invalidom prijazen hotel in smo seveda še te stvari nadgrajevali. Država žal pri podeljevanju koncesij, pri plačevanju subvencij za javne prevoze ne nalaga minimalnih tehničnih pogojev avtobuserjem, vlakom in tako naprej. Čas je, da jih začne nalagati. Kar pomeni, da če tega ne naredijo, bojo kršili zakon. Povežimo Slovenijo, tudi tukaj je treba povezati. Povsod je treba narediti sistem, da se bo lahko človek na vozičku lahko izstopil iz vlaka. In to brez tuje pomoči, če se da, ne. Medtem ko imamo slepi druge probleme, ne. Mi pa ne vemo, kater avtobus je, če 3-4 naenkrat pridejo na postajo. Tukaj bi bilo pa treba narediti pa za njih neko specializacijo. In v parlamentu bomo naredili tole, kar je bila prej ideja, ne, ker smo že tudi mi razmišljali eno skupino, ki se bo eno komisijo, ki se bo prav s tem ukvarjala z podrobnostmi vsake skupine invalidnosti posebej. Eno je urediti dostopnost infrastrukture, torej v mestih, v manjših krajih, povsod za invalide, ampak ne samo za gibalno ovirane, ampak za tudi tiste, ki so slabovidni, slepi in tako naprej. In Slovenija se bojim, da je kar zamudila dobro priložnost, zdaj, ko prihajajo sredstva iz sklada za okrevanje in razvoj, ki bi morala biti pretežno namenjena tako digitalizaciji kot prehodu v zeleno, kar pomeni krepitev javne železniške infrastrukture, krepitev javnega prometa, posodobljanje te infrastrukture, kar pomeni seveda tudi dostopnost za invalide. Invalidska kartica jo poznamo vsi, da je treba dati večjo veljavo tudi na področju dostopnosti glede javnega prevoza. Nikoli ne bojo vsi avtobusi na vseh linijah medkrajevnih dostopni, tudi avtobusne postaje pri nas, v Kamni Goric, v Kropi, nemogoče. Zato je v takih primerih treba zagotoviti prilagojen prevoz, kjer pa je možnost, in o tem se velja pogovarjati, da se koristi vaša prevozna sredstva, ki jih imate po društvih. In se lahko sklene neka pogodba za to, tako kot je koncesija z nekaterimi drugimi zasebniki. Za mobilnost tudi za tiste, da imajo dostopnost in zato se bomo borili tudi naprej, da je javni prevoz za invalide zastonj, neplačljiv. Glejte, zdaj pa eno zadevo pa se moramo zavedati, ne? Vse te zadeve so povezane z denarjem, zato moramo mi razmišljati, da krepimo gospodarstvo, le močno gospodarstvo bo zagotovilo ustrezen nivo socialnih pravic, tudi višjih pokojnin, tudi višjih invalidnin, ampak to moramo iz gospodarstva, iz sprotnega dohodka, ne pa z zadolževanjem, kar smo v zadnjem času priča. Hvala. Jaz se bom pa poravil oziroma spomnil na vaše originalno vprašanje. Primeri dobrih praks. Ponovadi gre za rešitve, ki so enostavne, pomenijo pa lahko svetove razlike. In se bom vprašal, a sploh obstoja kakšen katalog dobrih praks, ki bi bil dostopen na spletu vsakemu v krajevni skupnosti ali pa v občini, ki načrtuje, ki odloča. Ga ni. Ampak ravno tak pristop od spodaj navzgor lahko pomeni nek bistven napredek pri tem, da se invalidom olajša življenje, olajša dostopnost, olajša potovanje, komunikacija. Hvala. Seveda je potrebno, da so čim bolj dostopni za vse, ne glede na oviranost. Ta vmesni čas, ker pa ste vprašali, na kak način bi se pa zagotovila ta pravica do prevoza,
Ta vmesni čas bi bilo pa v bistvu preprosto premostiti z privatnimi prevozi. Vem, da se v določenih mestih to že počne, recimo v Mariboru se osebe, ki so vključene v Sočo, v rehabilitacijski inštitut, imajo to možnost, da koristijo privatne prevoze in si na ta način zagotovijo dostopnost do, sicer to govorim zdaj za prevoz na delo, ampak verjamem, da bi se to dalo urediti tudi za vse ostale dostopnosti do storitev, pač kar je potrebno, da pokriva določena mobilnost. Pred nami je plan okrevanja in razvoj, ki je plan globalizma, je plan uničevanja naše suverenosti in nažalost v tem planu ni več prostora za dostopnost, za vključenost, za enake možnosti. Covid kriza je začetek nečesa, kar se imenuje digitalno in zeleno. V digitalnem in zelenem ni več naših osebnih svoboščin, ni več naših človekovih pravic in ni več ustavnih svoboščin. Tega se skušamo zavedati, da vse rešitve, o katerih se danes pogovarjamo, v naslednjih 8 letih ne bodo obstajale več. Agenda 2030 je pred nami in te volitve so odločilne. Ne glede na vrsto invalidnosti, ne glede na stopnjo invalidnosti, se mi zdi samo po sebi umevno, da invalidi nemoteno prihajajo iz točke A do točke B. Meni se zdi nerazumljivo, da ko organiziram v Mariboru kakšno okroglo mizo, kakšno prireditev, da moram najprej preveriti, ali je normalno dostopna, torej neovirano dostopna tudi za takšne ali drugačne invalide. Zdi se mi nerazumno, da je omogočeno invalidom, da lahko pridejo dokaj nemoteno do vsake ta zadnje štacune, do zadnjega shopping centra, medtem ko je dostop recimo do parlamenta, do mestne občine Maribor otežen, oziroma lahko na stranska vrata pridejo invalidi. Ne? Vprašali so jih tudi, kako bodo reševali pravičen dostop do storitev dolgotrajne oskrbe za različne skupine invalidov. Saj da pristop po principu uranilovke ne deluje. Ter kakšne rešitve predlagajo, da bodo dolgotrajne oskrbe deležni vsi, ki jo nujno potrebujejo. Jaz bi težko našel neko pozitivno konotacijo z obstoječim zakonom o dolgotrajni oskrbi, ki je nedorečen in težko izvedljiv, težko uporaben v prihodnje. Nenazadnje je vse prenešeno na neke pravilnike, kar pa seveda ni prav. Sem pa izjemno vesel in ponosen, da pred kar nekaj let nazaj, ko sem bil tudi v vlogi poslanca, smo strnili moči in smo sprejeli zakon o osebni asistenci, pretežni del koalicije tudi, za neke opozicije, tukaj gledam kolega Uršiča, ki je odigral zelo pomembno vlogo, in ne vidim razloga, da ne bi strnili vrste in tudi spisali ustrezno oziroma spremenili obstoječi zakon o dolgotrajni oskrbi. Kako bomo to urejali, tako da bomo poslušali Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije. Konec je časov, ko politiki iznajdujejo rešitve, ki jih pišejo v programe in ki se potem udejanjajo. Zato ste vi, ker vi veste, kakšne rešitve so potrebne, da se v zakonodajo predpišejo. Ste pa s tem vprašanjem zadeli srž problema. Javnost je zmeraj bolj izključena iz sprejemanja zakonodaje. V preteklih 4 letih oziroma v preteklih 2 letih smo se soočali še s tendenco tako imenovane odlokokracije, da bi se državni zbor kar preskočil in da bi vlada sama sprejemala zavezujoče odloke in vse to so temeljne grožnje demokraciji v Sloveniji. Pri Piratih vsekakor sprejemamo zakon o dolgotrajni oskrbi, podpiramo to, da se je sprejel, dolgo časa smo ga čakali in absolutno je to eno področje, ki ga je treba urediti. Je pa zakon, ki smo ga trenutno sprejeli, slab iz zelo veliko vidikov. Civilne družbe se pri oblikovanju zakona sploh ni vključevalo, veliko je pomanjkljivosti v pravilnikih. Sama vem predvsem zato, kar se veliko omenjalo, je pač težave na področju financiranja, težave na področju kadrov, težave ravno na področju teh kategorij invalidnosti in to bo potrebno urediti. Moj 16-letni sin nikoli ne bo imel, razen če ne bo kakšnega medicinskega, nevrološkega čudeža, opravilne sposobnosti. In povsem jasno je, pa naša zaveza je tudi, da bomo tako problematiko lahko reševali samo z neposrednim dialogom pred sprejetjem zakona in pravilnikov vseh, ki jih problematika, ki jo zakon oziroma pravilnik zadeva. Kot sem že prej rekel, princip Marije Terezije. Tisti, ki se jih zadeva tiče, tisti morajo biti pri problematiki vpleteni.
Kar se tiče dolgotrajne oskrbe, je pa ta zakon se izselil z enega ministrstva na drug, zdaj na zdravstvenem ministrstvu, se je dogajalo marsikaj. Mi smo ta zakon podprli, čeprav je slab, imeli smo ogromno pripomb, le malo se jih je upoštevalo, ampak mislim, da je to prava smer, zdaj ga imamo in je treba ga dopolniti in z ustreznimi pravilniki, v katerih morate in ste zaželeni, da strokovnjaki iz invalidskih organizacij, posamezniki sodelujete, ker le vi boste lahko oblikovali tak pravilnik, da bo ustrezen potrebam posameznim kategorijam invalidov. Nova Slovenija je del koalicije, ki je skupaj s podporo še nekaterih drugih po 20 letih končno zagotovila, da je bil zakon o dolgotrajni oskrbi sprejet. Zakon je dober temelj, ki ga bo treba dopolnjevati, verjetno že kmalu po sklicu novega parlamenta oziroma nove vlade. Inštrumentarij za ocenjevanje potrebe je pripravil Inštitut za socialno varstvo v dogovoru s stroko in je primerljiv z nekaterimi drugimi, tako da nobene uravnilovke ne bo in je ne sme biti, izhaja iz potreb posameznika po oskrbi, ki je pa zelo različna. Ta zakon bo treba temeljito izboljšati, popraviti in ga postaviti na realne temelje, kajti zakon je spisan, ni pa zagotovljenih nobenih sistemskih virov in samo spisan zakon brez financiranja ne bo prav dosti pomagal. Kako ga izboljšati samo skupaj z vami? Tukaj treba zelo podrobno pogledati, skupaj z vami najti ustrezne rešitve za čisto vse skupine invalidov. To je ena stvar. Druga stvar, treba je krepiti javno mrežo, javne storitve za dolgotrajno oskrbo. Osnovni princip vprašanja, ki ste ga postavili na začetku te teme, je, rešitev je decentralizacija. Ker nič ne pomaga, če nekje je, nekje ni. Je tole, tam ni to. To se pravi, tle moramo povezati državo na tak način, da bo povsod enake možnosti, jaz pravim, enake priložnosti, ker se mi zdi, da je še korak naprej. In denarja je dovolj, res pa je, da se mora v to vključiti tudi lokalna politika. Če imamo neke institucionalno varstvo v mestih, mogoče na podeželju zopet nimamo in podobno logika se je tudi dolgotrajni oskrbi. Bistvo tega, kjer mi vidimo prednost, je neinstitucionalno varstvo, to se pravi oskrba na domu. Tu bo, mislim, da naša glavna prednost, to tudi za invalide, ki seveda želijo storitve imeti doma, ne pa v nekih institucionalnih varstvih. To je prva stvar. Druga stvar je, da se bo vsaka invalidnost oziroma vsaka skupina imela individualno obravnavo svojih potreb, tudi za storitve oskrbe na domu. Zdaj v LMŠ podpiramo seveda dolgotrajno oskrbo, ampak pač ta zakon, ki je bil sprejet tako, kot je bil, dejansko že sedaj, ki še sploh ne velja na način in kaže, kakšne vse posledice bodo. Se pravi, zakon je bil nesistemski in prav tako ni znano, od kje bo financiran. In šele, kdaj bo začel veljati. Se pravi, mi dejansko za dolgotrajno oskrbo zadeve potrebujemo takoj, iz vidika, da se lahko vsak posameznik odloči, na kakšen način hoče živeti in potrebuje pomoč. Je pa pač problem, da se, ko so takšne in drugačne koalicije in politični kompromisi, na konci mandatov sprejemajo zakoni, ki niti sami poslanci ne vejo, zakaj glasujejo. Podpiramo dolgotrajno oskrbo in v bistvu se zavzemamo za individualiziran dostop glede na invalidnost, ki jo v bistvu imate. Spet želimo prenesti v bistvu to na lokalno raven, ker vemo, da v centrih je za to še kar poskrbljeno, na podeželju pa ne. In razvili bi v bistvu eno javno mrežo izvajalcev, ki bi potem izvajali te zdravstvene dejavnosti na domu. Sem pa zelo vesel, da je to zanemarjeno področje, kar se tiče zakona o dolgotrajni preskrbi, končno na mizi, da je sprejet, ker mislim, da je to lahko samo korak naprej. Upam, da ni šlo zgolj za politični prestiž,
Se pa strinjam tudi s kolegi iz Piratov in iz SAB-a, tudi LMŠ, da je nas tukaj čaka še veliko dela in predvsem si želim, da bi to kulturo vključevanja tudi medstrankarsko in z deležniki in s civilno družbo resnično mislili. Ta zakon je bil sprejet verjetno samo zato, da je bil sprejet, ne rešuje trenutno ničesar, treba ga bo spremeniti. Je pa treba ogromno civilnih organizacij, nevladnih organizacij civilne družbe je dalo pripombe, pa se večinoma ni nič upoštevalo. Treba bo k spremembi povabiti vse ključne deležnike, to pomeni invalide, starejše, strokovno javnost, tudi te, ki že zdaj izvajajo dolgotrajno oskrbo. Samo na ta način in po mojem v sodelovanju bomo lahko sprejeli zakon, ki bo resnično služil svojemu namenu, je pa zelo potreben. Zakon o dolgotrajni oskrbi in pa zakon o osebni asistenci so vsekakor pridobitve za celotno družbo. Jaz tukaj poudarjam, da nikoli ne smemo pristati zlasti na zmanjšanje pravic. In ta dva zakona nam jih dodajata. Žalostno dejstvo je, da v parlamentu katerakoli stranka nasprotuje zakonu, ki bo poskrbel za dolgotrajno oskrbo ne samo invalidov, pravzaprav se ta zakon invalidov samo deloma dotika. Zakon se nanaša na kompletno populacijo, tudi v povezavi skrbi za invalide. Razbremeni tistega, ki skrbi za invalida doma. Poudarili so tudi, da se invalidi še vedno soočajo s slabšimi zaposlitvenimi možnostmi in diskriminacijo na trgu dela. Predstavnike političnih strank so povprašali, kaj predlagajo za povečanje števila delovnih mest za invalide v javni upravi in ali tam podpirajo povišanje kvote na raven, kot velja za zasebna podjetja. Jaz bi tukaj večji poudarek dal temu, da se ustvarjajo pogoji, da se invalidi, da imajo dostop do izobrazbe, glede na svoje interese in glede na svoje sposobnosti, da imajo potem tudi dostop do zaposlitve na enakopraven način, kot vsi ostali člani te družbe, in da enakopravno konkurirajo za vsako delovno mesto, za katero so usposobljeni. Ja, v prehodnem obdobju morda, ker zavest ljudi in delodajalcev morda ni na ustrezni ravni, ampak kvota naj bo izhod v sili. Jaz pa sem za kvote, jaz mislim, da kvotni sistem je že prinesel rezultate in da je to dobra vzpodbuda, mogoče bo kdaj ne bo več potrebna, ampak mislim, da zdaj je in da absolutno bi morala biti javna uprava nekak model, dober model vključevanja invalidov. Zdi se mi zelo pomembno, da se o tem pogovarja, ker tudi iz lastne izkušnje v moji matični organizaciji, kjer imamo, presegamo kvote, dolgo časa nismo niti vedeli, kaj pravzaprav to pomeni in se mi zdi, da je nevedenja, nerazumevanja kvotnega sistema in vsega, kar ponuja sklad za invalide, še zmeraj ovira pri zaposlovanju invalidov, nevedene strani delodajalcev. Kvote so pripomogle en korak naprej in v bistvu so naredile in odprle prostor k zaposlovanju in k vključenosti invalidov. Tudi mislim, da imamo relativno dober sistem, vertikalno postavljen vključevanja od zaposlitvenih centrov, socialnega vključevanja, VDC-jev in tako naprej. Vendar nekaj pa res pogrešamo, mislim, da bi mogli na to točko, mislim, da bi mogli narediti tukaj preskok. Že četrtič ponavljamo, petič v teh vprašanjih govorimo o kulturi inkluzije, kulturi vključevanja. Mislim, da tukaj je naš največji hendikep. Zdaj, če že kvota je, vsekakor podpiramo zvišanje te kvote. Kot je moj predhodnik povedal, se tudi mi zavzemamo za inkluzijsko družbo, torej za družbo vključevanja, ki jo je potrebno tudi naučiti, kako sprejemati
različne vrste invalidnosti. V bistvu ne podpiramo nobene diskriminacije, torej enake možnosti, torej zaposlitev za vse. To je to. Hvala. Aljaž Kovačič, LMŠ. Ja, zdaj, če bi bil idealen svet, danes najverjetneje tukaj ne bi sedeli, najverjetneje tudi kvot ne bi bilo, ampak dokler tega ne dosežemo, moramo stremeti k boljšim pogojem vseh, zato so pač kvote nažalost edina rešitev, da lahko to izboljšamo. Javna uprava mora biti seveda vzor, tam se mora to začeti, to je mišljen od državnih inštitucij, kakor tudi lokalnih. Moramo pa tudi doseči v zasebnih podjetjih, da bomo tudi tam dosegli neke kvote, če tako lahko rečem. Kajti le tako bomo dosegli neko vključenost na vseh področjih. Invalidi ne smejo biti getovizirani, stigmatizirani, družba mora počasi, družba, ki prihaja na delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, pravzaprav omogoča tudi priložnost za invalide. Zato, ker seveda umika praktično dela, ki jih vas omejujejo z invalidnostjo in seveda uvaja dela, kjer vas mogoče vaša invalidnost ne omejuje. Tukaj je te priložnosti treba izkoristiti. Mi smo za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti invalidov in seveda tukaj je cel kup ukrepov, ki jih delodajalci že lahko imajo, in jih že izvajajo, in jih tudi zakon že predvideva. Kakor se jaz spomnim na začetku, ko so bile kvote ustanovljene oziroma so začeli izvajati, so se delodajalci obnašali tudi tako, kot je njihova narava, stvar dobička, in so raje plačali tisto kvoto, samo da ni bilo treba invalida sprejeti v službo. Ampak jaz mislim, da je osnova, sta dve. Eno je izobrazba, vsaj pa slepih je tako, mi imamo kot slepi, imamo najvišjo stopnjo izobrazbe v vseh socialnih skupinah v državi. Drugo je pa samoiniciativnost. Eno so kvote, ki so izjemno pomembno izboljšale položaj invalidov na trgu dela in zaposlovanja. Drugo pa bi bilo potrebno ozaveščati o politiki nediskriminacije in pa upravljanja raznolikosti v zaposlovanju. Jaz sem nekoč bila v nevladni organizaciji, ker sem se intenzivno ukvarjala točno s temi projekti upravljanja raznolikosti v zaposlovanju. To pomeni, da delodajalci začnejo prepoznavati številne talente, ki jih imajo tudi invalidi in ostale druge družbeno ranljive skupine. Potem potrebno je seveda iti naprej, potrebno je zagotoviti pravično plačilo za opravljeno delo za vse. Jaz sem eden teh, ki smo skupaj s sodelavci razvijali zaposlitveno rehabilitacijo, razne podporne ukrepe in tako naprej. Tako da zakon je še vedno danes primeren, je pa treba začeti, kot so tudi kolegi rekli, vedno pri izobraževanju, tam se začne, pri usposabljanju, pri potrebni podpori, pri s tem razumevanju, da so različne sposobnosti, različne zmožnosti, treba ljudem dati podporo, ozaveščati, kar se pa tiče državne uprave. Dobro bi bilo, da bi bila primer dobre prakse, ampak to je treba razvijati spet skozi socialni dialog s socialnimi partnerji in z vami invalidi. Tega, kako pristopiti do problema vključevanja invalidov, večje možnosti, pa dejansko tudi vidim v tej smeri, torej izobraževanje, usposabljanje in vključevanje. In ne bi se strinjal z predhodnikom, ko je govoril, da podjetja, delodajalci, jaz si bolj rečem, podjetja so zame združenje dela in kapitala, ne pa delodajalci kot neki gospoda iznad tega, je pri nas tudi dobra praksa se pokazala in mislim, da postajajo podjetja počasi veliko bolj družbeno odgovorna. V Domu Domovinske ligi smo načeloma proti kvotam, zato se v prvem koraku zavzemamo za nediskriminatorno obravnavo in za izenačitev kvote v javni upravi s tisto, ki jih imajo drugi poslovni subjekti. Kot naslednji korak si pa zamišljamo olajšave pri delu od doma in pa pri zaposlovanju invalidov.
Mi pa smo na področju zaposlovanja invalidov predlagali kar nekaj izboljšav in sicer imamo kar nekaj programov, ki so namenjene temu, da so neke vrste poklicna rehabilitacija. En izmed takih programov je socialna vključenost, ki je nesorazmerno plačan, saj v okviru tega programa invalid opravi od 6 do 8 ur dela dnevno, se mu pa to odšteva od denarne socialne pomoči in mi smo to konkretno naslovili s tem, da se to ne bi odštevalo, ker mora biti delo pač pošteno plačano. Kar se tiče prilagoditev na delovnem mestu za delodajalca, se nam zdi potrebno, da se finančna sredstva, ki jih delodajalec v to vloži, predhodno da delodajalcu, ker se večina delodajalcev tudi za prilagoditve ne odloča, ker zanj pomenijo to velike neke stroškovne obremenitve. V nestrankarski ljudski listi Gibanja Zdrava družba se zavedamo, da smo v času razvoja družbe. Slovenija ima vendarle šele 30 let in v fazi, ko vsi skupaj delujemo na nekem kolektivnem dvigu zavesti, se moramo posluževati določenih pripomočkov, ki nam pomagajo na področju ozaveščanja. Ko sprejemamo odločitve, naj bo naše ključno vodilo, da je nekaj dobro za vse, ne pa samo tiste pri koritu ali pa tiste, ki imajo moč. In še enkrat res vljudno in prijazno opozorilo. Agende, digitalne in zelene politike pomenijo, da za stare med 30 in 60 let trga dela ni več. Mi pojmujemo zaposlitev kot eno osnovo, kot en ključ za socialno vključenost. Zaposlitev z invalide, kako tudi za vse ostale prebivalce naše države, pomeni platformo, osnovo za enakopravno in za dostojno življenje vsakogar izmed nas. Mi imamo dober okvir v kvotah in dober okvir v invalidskih, pravni okvir v invalidskih podjetij in tu je že tudi odgovor na vprašanje kvote da ali ne. Glede na to, da boljše rešitve kot so kvote in kot so tudi spodbude delodajalcem za zaposlovanje invalidov, torej je moj odgovor pozitiven na same kvote. Volitve za nov sklic Državnega zbora Republike Slovenije bodo potekale v nedeljo, 24. aprila med 7. in 19. uro.